Gorenjska obzorja. Na stežaj. Radio Sora vam dela družbo in zdajle je čas, da odpremo vrata naše radijske klepetalnice Na stežaj in vam predstavimo magistrico kineziologije, specialistko vadbe za zdravje, mojstrico nevrolingvističnega programiranja, motivatorko, ki prisega na akcijo, pobudnico adventnega koledarja dobrega počutja, podjetnico in pesnico Nino Istenič, ki jo pri delu vodi iskrena želja pomagati ljudem, da odkrijejo, kako dobro se lahko počutijo v svoji koži. O športu, o življenju, o vadbi, poeziji in še čem bova z Nino Istenič klepetali o nadaljevanju. Nina, dober dan in dobrodošla v naši družbi. Ja, Jana, hvala za povabilo, se veselim nadaljevanja. O športu bo tekla beseda. Šport je del tvojega življenja že od malih nog. Kako pa se je pogled na šport spreminjal od tistih prvih korakov v njegov svet pa do danes, tudi morda skozi proučevanje gibanja in delo? Ja, zagotovo se je precej spremenil. Mislim, vse skupaj se je začelo itak pri nas v družini, ki je bila od zmeraj precej aktivna. In rečemo sploh košarka je bil en tak velik del našega in družinskega življenja in vsega skupaj. No. Tako da to je bila neka stvar, ki me je potegnila noter. In preko tega se je razvila ena taka radovednost, v bistvu, ko vidiš, rečemo, ko smo imeli neke te kondicijske priprave, ali za reprezentanco, ali v klubih, in v bistvu vidiš, kako lahko nekim sistematičnim delom kar nekako zboljša svoje sposobnosti, koliko lahko napreduješ. In v bistvu takrat se je pržala ena taka iskrca, ena želja, mislim, a ni tu dobro imeti eno tako formulo, da veš, kako lahko zboljšaš sam sebe ali pa koga drugega. In tu me je nekako tudi peljal, sicer prek par ovinkov, do študija kineziologije. No? In zdaj mogoče nisem več tukaj v športu, ampak še skozi pa ostaja to, se pravi, koliko dobro imeti eno tako formulo, en recept, s katerim lahko pomagaš ljudem, da naredijo svojo kondicijsko pripravo, da pridejo na konc nekih vadb, nekega cikla treningov, česarkoli, ven v bistvu boljši, bolj zmogljivi in da vidijo, koliko je to dober občutek. No, zdaj sama si že omenila košarko. Kot mlado perspektivno košarkarico smo te lahko spremljali tudi v ekipi Škofjeloškega Domela. Kako pogosto pa danes še vzameš v roke žogo in vržeš na koš? Danes je to precej manj pogosto. Tako da, mislim, ta ljubezen do košarke ostaja, ker mislim, da je košarka lahko res stran, ampak ko vidim eno žogo, se mi zdi, da me vrže nazaj v tista leta nazaj. Imamo pa med poletjem, Borut Fijavška zdaj dela v Škofji Loki, organizira tele košarkarske kempe, zdaj Black Knight Basketball Camp, kjer me tudi povabi k sodelovanju in takrat pa z največjim veseljem pridem zraven in v bistvu predajam to nekako ljubezen do košarke naprej, tistim otrokom, ker se mi zdi to je tudi en tak užitek, ki v bistvu, ki jih vidiš s kakšnim žarom pridejo, in ko vidiš, koliko jim lahko damo, da jih navdušimo, da v bistvu postanejo ena taka ekipa do konca tedna, da vidijo, da lahko dajo koš, da lahko igrajo, mislim, in to predajati nekomu naprej, mislim, to je veselje delati. Kako ponosni pa ste potem z ekipo na vse te mlade košarkarice, ki posegajo po samem svetovnem vrhu, ne? Kar nekaj medalj, kar nekaj pokalov je prišlo samo v lanskem letu, tukaj v Škofjo Loko, tudi kar nekaj žirok je v tej Domelovi ekipi. Ja, mislim, seveda je tu z veseljem vedno znova pogledati, v bistvu, koliko jim dobro uspeva, kakšen dobro imajo tudi v bistvu in trenersko podporo, ko vemo, da so tudi žirovke dosti zaslužne za tukaj zraven in v bistvu to cela ekipa. Mislim, v bistvu košarkarski klub Škofja Loka je bil itak moj domač klub in vedno je malo drugače videti tvojo, rečemo, domačo ekipo, ki je še skozi malo tvoja, kako uspeva. No. Tako da je super to pogledati. No. No, ti si, kot si dejala že sama, kariero košarkarice zamenjala za študij kineziologije, vede, ki, če poveva zelo laično in zelo enostavno, preučuje gibanje človeka. Kako zanimiva pa je kineziologija kot veda? Kako široko paleto znanja pravzaprav ponuja? Ja, mislim, meni osebno je zelo zanimiva. In mislim, da je tako, kot si rekla, v bistvu veda o gibanju, in tu lahko apliciraš v bistvu na zelo širok spekter stvari. Se pravi, lahko od dela, rečemo, športniki,
do dela z neko čisto tako splošno populacijo, do v bistvu nekega dela, ki mogoče že posega mal v bistvu neka pozno rehabilitacijo oziroma postrehabilitacijo. Tako da se v bistvu res lahko najdeš v enem takem širokem spektru. Neka osnova je pa lih ta kondicijska priprava. In v bistvu kako to prilagoditi nekomu glede na njegove mogoče omejitve, kakšno poškodbo, preteklo poškodbo, bolezen ali pa karkoli tazga. Ali pa mogoče nekomu, ki ni toliko zmogljiv, pa bi rad napredoval. Tako da se mi zdi, da res lahko zajame en tak široko področje ljudi, ki jim lahko pomaga in jih spravimo v bistvu, da naredijo korak naprej zase, da so bolj zmogljivi, da se boljš počutijo in na koncu, da lahko delajo več tistih stvari, ki so jim fajn, ker mislim, da tu je pač cilj vsega skupaj. In prav to, da ljudje napredujejo, da jim lahko pomagaš izboljšati kvaliteto življenja, je v tebi prižgalo tudi tisto iskrico tvojega poslanstva oziroma ti ga pomagalo odkriti. Kakšna je ta zgodba? No, kdo je pravzaprav kriv, da danes počneš to, kar počneš? Ja, to je res ena taka lepa zgodba. Ker na začetku, ko sem se vpisovala na faks, sem predvsem vedela, česa nočem delati. Tisto, kje bi hotela delati, sem imela pa en kup stvari in zdaj pa zber od tega neki. In v bistvu do konca pač naredim do diplomski študij, naredim magisterij, delamo prakso na koncu magisterskih študija kineziologije in sem tako, ok, se tu mi je ful lušten delati, ampak kdaj bom jaz začutila, a je to res to? In pol pač so nam na fakulteti za šport pač moraš opraviti na koncu obvezno prakso. In so mi pripeljali enega gospoda z bolečinam v ledvenem delu hrbta in spomnim se, ker sem pač kuče si predstavljaš, se pravi, si študent, na koncu tistega študija, torej imaš neko znanje, ampak prakse ne prav veliko. In zdaj pride tja en gospod, ki je v bistvu, mislim, ni bil še čisto v penziji, ampak ni mogel delati, ker ni mogel delati nič. Prišel je ta v laboratorij in je rekel, da ne more sedeti, ne more stati, ker neha toliko boli. In jaz sem bila, oh my god, pač kaj ne jaz delam s tem človekom, pač en študent. In pa smo začela, lep počas, pač učbeniško z vsem tistim znanjem, z vso podporo, ki sem jo dobila. In ta gospod je res delal. Mislim, ta gospod se je parpelov z Primorske 2-krat na teden, 3-krat na teden na vadbo doma delal, tako da je res, to je najboljši vadeči, kar ga imaš lahko, ker tam se res pozna neki napredek. In takrat je imel tudi doma ženo, mislim, neke take težave, v glavnem se nima veze, v glavnem pač je bil na en takem razcepu. In spomnim se, da sva trenirala par mesecev, tako res je lepo napredoval. In mi prav, da zdaj, ko je v Ljubljani, da je pa on srečal eno svojo osnovnošolsko simpatijo. Sem rekla, lušten, full fine. In mi dva trenirala naprej. Pač to je neka stvar, ki ti jo vadeči pove ali pa ne pove, tako mim grede. In pa gre naprej in pride enkrat na trening in prav, Nina, a veste, jaz sem pa lahko zdaj to svojo simpatijo zaradi vas povabil v kino. Sem rekla, mislim, kje imam pa jaz pri tem? In prav, ja, mislim, zaradi tega, ker zdaj lahko 3 ure sedim, brez da me hrbet bolu. In meni je bil takrat, mislim, kako lahko z enim simple treningom narediš to, da v bistvu človek lahko res nekomu kino, lahko z nekom si ustvari življenje, lahko hod v hribe in zdaj lahko tam streho prekriva doma. Mislim, kakšna pot je od tukaj do tukaj. In mislim, s tem, da jaz vem, da on je naredil, mislim, ogromen dela, ampak biti en košček noter v tej zgodbi, da pač si lahko prisoten med tem, ko nekdo naredi tako spremembo. Mislim, tu je meni gre, kar tako mravljinci mi grejo gor. Mislim, tu mi je res tako privilegij biti del tega. No. In na takšen način si tudi sama odkrila svoje poslanstvo, ki se je nadaljevalo z delom v fitnessu. Kako je tekla vadba v fitnessu in kako se vadbi z veliko dobre volje in nekaj humorja lahko pridružimo tudi danes, pa o nadaljevanju. Najprej pa nekaj glasbe. Nina Istenič, kineziologinja, motivatorka, specialistka vadbe za zdravje, je naša današnja gostja. Prej sva zaključili nekje s fakulteto in obljubili odhod v fitness. Tam se je zgodila tvoja prva zaposlitev, kot osebna trenerka si delala, ampak tam se pa nisi najbolj našla. Kakšen izziv pa je bilo zate delo v fitnessu? Kakšno priložnost za rast in razvoj pa ti je dala tale tvoja prva služba?
Mislim, to je bila taka, že to prvo službo najti je itak pač nek dober občutek. Druga stvar je bila to, da to je bilo v bistvu po koncu te izmenjave v Amsterdamu, kjer sem rekla, meni je tukaj tako dobro, pač bom tukaj nekaj našla. Ne? In pa najdem tam eno službo, ki se je slišala tako, to je tu, living the dream, pač nad vrati mi je pisal pač world's leading personal trainers. Sem rekla, to je to bom jaz delala. In v bistvu tu je bil pač res fitness, za vikat, kadarkoli bi lahko delala še v enem takem. Je bil pa tu v bistvu fitness oziroma neka, rečemo, veriga, neko podjetje, ki se je ukvarjalo predvsem s telesnimi transformacijami. Se pravi, torej prideš tja, poveš, kaj bi rad naredil s svojim telesom in bistveno je predvsem, kakšen prideš ven. Slika prej, slika potem. Kar je v bistvu zelo svoj vrstni izziv za trenerje, ker moraš delati v bistvu zelo učinkovito in efektivno. Ampak po drugi strani pa tudi mi kot trenerji, v bistvu na nas je bil nek, želja, pritisk, karkoli bi temu rekli, da v bistvu zgledamo kot model za to spremembo, ki jo želimo narediti pri klientih, kar je seveda logično, če si tak človek in ti to paše. Jaz pri sebi sem opazila, da v bistvu tam je bil, se pravi, jaz prijem tja in kar naenkrat je bilo v bistvu ful bolj pomembno to, kako jaz gledam, kot kako jaz delam s svojimi strankami. In v bistvu poleg tega, da pač jaz, ko sem šla noter, pač jaz sem itak rekla, pač to je moj šiht, končno sem dobila priložnost, da živim, svoje sanje, to delam, bomo šli all in. In zdaj iti kar naenkrat all in s treningi in s prehrano na neko res tako zelo omejeno dieto in z nekom, ki te mogoče skozi daje neke informacije, da nisi dost, predvsem v smislu, da ne izgledaš dost dober, da ti nekaj manjka, da nisi dost dober, je tako, še kar en tak naporen proces. No. In v bistvu na koncu, po nekem času smo ugotovili, da pač nekako ne pridemo skupaj, predvsem z nekim svojim pogledom na to, kaj je sploh smisel te vadbe. Ker zame to, da rečemo, se jaz na en koliko mesecev odpovedujem vsem zato, da bom zgledala tako kot neka gospa tam na plakatu, čeprav mogoče niti nečem zgledati tako kot gospa na plakatu, ampak želim živeti in se počutiti močno v svojem telesu, pač to dvoje ne gre skupaj. In od tam je predvsem prišle, v bistvu sta mi prišle nekako dve stvari. Prvič, da želim pač s svojimi vadbami, svojim svetovanjem, vsem, kar delam, pomagati ljudem, da se počutijo dobro. Da lahko delajo vse tisto, kar v bistvu v čimer uživajo, da živijo bolj kvalitetno življenje, ob tem, da pač postajajo fit. In druga stvar, v bistvu eno izkušnjo, kako se pa mogoče počuti nekdo, ki pade v ta vrtinc. Ker najbrž zame je bil to en tak ekstrem, kot je lahko za nekoga drugega, ki prije pač prvič na neko vadbo. In mu je zdaj vse novo in se ful trud in je ful omejen, se pravi, kak v bistvu se nekako postaviti v kožo tega človeka. No. In to ti je potem uspelo, če rečeva, z vrnitvijo domov, ko si najprej prevzela službo kineziologinje o Žirovskem zdravstvenem domu, potem pa stopila na samostojno pot, na kateri danes svoje znanje in predvsem izkušnje iz prakse deliš med športne navdušence in tudi tiste, ki bodo to šele postali. Kakšen izziv je zate to, da v ljudeh vzbujaš prav to, ljubezen do športa, pa posledično preko tega tudi ljubezen oziroma bolj zdrav življenjski slog? To je en tak izziv, ki se mi zdi, da me vedno znova v bistvu nekako tako napolne z eno energijo ali pa zagonom, sploh ko vidim v bistvu, kaj to da pač tem ljudem. In pri tem je tako, kot si rekla, ta služba v Žirovskem zdravstvenem domu mi je dala res eno odlično podlago, ker se spomnim po prehodu z tistega fitnessa v Amsterdamu, ko sem videla, kakšna ekipa je tukaj pač v Žireh, sem bila tako, jaz hočem biti tukaj zraven. Se pravi, imaš zdravnika, ki zraven v bistvu se spozna na kineziologijo, imaš v bistvu nekoga, ki je postavil športno-vzgojni karton, ekipo, ko gleda celostno, to je to. In to je bilo super, res super izhodišče, zato da sem začela delati v bistvu s takimi ljudmi, ki so nekje na začetku. In v bistvu mi je mogoče najlepše dobiti nekoga, ki se že ful časa odloča in ve, da bi mogel narediti nekaj zase. In s tem, ko ve, da bi mogel narediti nekaj zase, ta mogel je velikokrat zelo en tak velik pritisk. In se pa vržemo v en kup takih, naj ne rečemo, hitrih rešitev, nekih takih stvari, zelo striktnih programov, diet, karkoli tazga. Ampak takemu človeku pokazati, kak lahko na način, ki je v bistvu prijazen do njega,
pride do tega, da v bistvu naredi nekaj dobrega zase, dejansko dobrega zase in pride do tistega svojega cilja. Mislim, tu mi je ena taka, ne vem, tako po eni strani, čarovnija, poslanstvo, karkoli lahko temu rečemo, ne? Ko imaš nekoga, ki prije na vadbo in narediš vadbo tako, da on ugotovi, koliko mu je dober sam prijet. In velikrat je tako, me profesor Janko Strelj, s katerim smo sodelovali na začetku, rekel: Nina, ti se sam igraj z njimi. In ko sem jaz prvič prinesla balone na vadbo, sem bila, oh my god, kaj si bojo mislili o meni, mislim, zdaj se jaz kleniki zajebavam z njimi. Ampak na koncu pa pač žogice, baloni, en kup takih stvari, en kup takih igrc, v bistvu skozi katere naredimo ogromno stvari za telo. V bistvu je neka metoda zadaj, ampak v bistvu ljudje pa dobijo občutek, se pravi, da jim je fajn prideti, da se v bistvu malo igrajo, ker kdaj se pa sploh lahko igramo v življenju, ker smo itak vsi to blazno resni, a ne? In v bistvu naredi se ena tako skupnost. A ne? In v bistvu, koliko lep je priti v eno tako skupino, kjer se dobro počutiš, zraven narediš nekaj dobrega zase in pol, ko veš, koliko je dobro, da narediš nekaj dobrega zase, da malo po telo vadiš, narediš eno vadbo, pa je tu veliko lažje vključiti tudi, rečemo, sam doma ali pa z otroki, s kom drugim, ali pa da spet prideš, ali pa se vključiš v kakšno drugo vadbo. No, predvsem pa si tudi sama in tak zelo dober zgled, ne? Sama si zelo akcijska, zelo motivirana. Odkot ti pravzaprav vsa ta energija? To je dobro vprašanje. Mislim, mogoče ne boljš rečemo tak opis ali pa, kaj bi rekla, je, to se mi zdi, da ko v bistvu jaz vem, da ko se jaz dobro počutim pri sebi, kasno rečemo, če rečemo temu najn fit, najn ali pa kukarkoli, se že tu poimenuje kot eno tako celoto, v bistvu lihtu, da lahko v bistvu odklenem en tak nivo življenja ali pa nivo delanja stvari, ki ti mogoče prej niti ni dostopen. In v bistvu ena taka stvar, v kateri res uživam, je kešni ti rečemo dolgi pohodi. Ko greš na en trail, ruzak, šotor, 10 dni in si sam tam zunaj. In ko vem, mislim, kešen občutek je, ko sem jaz tam zunaj, ko lahko hodim, ko lahko uživam v tem svetu, uživam v vseh ljudeh, ki so okoli mene in ko se mi zdi tako, da nisem sam živa, ampak tako živa na kvadrat. In tu mi je en tak feeling, ko v bistvu ki mi ga prinese vse to, kar pač tukaj vložiš. Spravno, greš v fitness, greš na vadbo, pač ja, itak se ti ne da zmeraj, ampak tu je en servis. In ta servis ti omogoča, da pa lahko delaš vse tisto, kar te pa naredi živo ali pa živega. Pa ne samo, da uživaš na dolgih trailih, nekolikor vem, si tudi ena tistih, ki ima v avtu vedno za vsak slučaj gojzarje, superge, pa ruzak športno opremo. A to še drži? Še. Je to je pa, na teh, ko se pogovarjamo o navadah, zmeraj rečemo, da je treba narediti navado tako, da je čim lažje, ker vsi vemo, da v iskanju izgovorov, Smo mojstri. Smo mojstri, nam gre zelo dobro, In v bistvu, koliko lažje je, se pravi, če je lep sončen dan in se jaz vračam, rečemo, v službe domov in vidim tam en hrib, če imam v avtu gojzarje in kakšne rezervne hlače in nogavice, se lahko sam obujem in pač grem. Če je dež, če je sneg, če je karkoli, sonce, lahko grem. Če tega nimam, pač ne morem niti, ker najbrž bom najdla milijone enih izgovorov za kaj ne. Tako da ja, eno vrečko, pač neke stvari si počiš v avto in imaš v vsakem trenutku, ko te mogoče vsej mal prime šanso, da rečeš, ajde, dajmo izkoristiti in sam pejmo. No in če smo že pri tem, kako pogosto pa Slovenci izkoristimo takšne priložnosti, glede na tvoje izkušnje, kako navdušeni nad gibanjem pa smo tako nasplošno? Mislim, kakor jaz vidim, se mi zdi, da smo Slovenci tako zelo razgibani, pa gibalno rečemo podučen, kaj bi temu rekli narodno. V glavnem, da se veliko gibamo, da nam je to mogoče tudi nekako privzgojeno ali pa del tudi naše identitete. Se tudi, če pogledamo v bistvu vse naše športnike, v bistvu na kakšnih nivojih so, če pogledamo, kakmo ta športno-vzgojni karton oziroma slow fit v šolah, česar ne najdemo v taki razsežnosti v svetu, Mislim, da vse tu so eni taki kamenčki, ki mogoče gradijo to, ali pa vse skupaj ena taka kombinacija, da gremo ven, da gremo v naravo, da gremo na trening, da smo za akcijo. Tako, in da se držimo tudi novoletnih zaobljub, več o njih pa čez nekaj minut. Na stežaj. Radijska klepetalnica na Radiu Sora.
Z Nino Istenič klepetamo danes o naši radijski klepetalnici in govorimo tudi o tem, kako lahko šport postane nekaj vsakdanjega, nekaj, česar se bomo veselili in ne nekaj, kar bo postalo ena taka muka zaradi novoletne zaobljube. Ja, prvi mesec leta je mimo. Januar, 1. januar je običajno tisti prelomni datum, ko marsikdo reče, zdaj bom pa začel drugače, zdaj bom pa začel na novo, ampak ti si tudi na tem področju, lahko rečeva, premaknila meje že v praznični december, nekaj let te lahko že spremljamo z adventnim koledarjem, z eno tako zelo zanimivo pobudo, ki je padla na kar plodna tla. Kako se je začela tale razmigana decembrska zgodba? V bistvu prva ideja tukaj je bila, ko sem delala v ambulanti Arcus Medici v Žireh in v bistvu naša naloga, rečemo v ambulanti, je bilo, da v bistvu ljudem malo pomirimo v bistvu telesno zmogljivost, jim svetujemo, pa je pa cilj, da jih napotimo nekam v lokalno okolje. In zdaj, kako to rečemo nekako speljati, kako ljudem sploh predstaviti, kje vse opcije pa imajo, sploh tistim rečemo začetnikom, ki se niso še nikoli ukvarjali z vadbo. In pa je od nekje prišla ena ideja, kaj pa če bi to naredili tako kot en adventni koledar, da vsak od teh ponudnikov vadbe v lokalnem okolju pripravi pač nek prispevek, da se v bistvu predstavljajo ljudem skozi en tak lušten način in da v bistvu, če vsak dan lahko jemo čokoladce, zakaj bi pa ne bi na enak način naredili tu z adventnega koledarja. In v bistvu to se je tako kar lušten prijelno. In zdaj sem rekla, ko sem pa na tej svoji poti, zakaj pa ne bi tega malo razširila. In v bistvu vključila ljudi, ki mogoče niso dobri samo na področju vadbe, ampak tudi na področju nekega v bistvu razmišljanja, nekega mindseta, neke akcije, motivacije ali pa vadbe z 1000 različnih področji. In v bistvu ideja je, zakaj imamo radi adventni koledar? Ker v bistvu imaš neki, prvič vidiš, kaj imaš tam postavljenega na polic in veš, da te čaka, da boš lahko odprl tisto novo čokoladco, veš, da je noter nekaj fajnega, nekaj mehkega in nikoli ne veš točno, kaj boš dobil. In je vsak dan tako male neradovednosti, kaj te pa zdaj čaka. In kako bi bilo dobro, če v bistvu lahko priješ tudi do vadbe na tak način. Danes me nekaj čaka, nekaj čist mehkega bo, 2 minute, tu si lahko vzamem. In je res malo radovedna, kaj bo to. In v bistvu tu je pač ideja, da v bistvu ljudi mogoče že v decembru, ko smo itak vsi mogoče malo bolj okupirani, ko imamo en kupenih stvari, praznikov, obveznosti in gor in dol, spodbudili, da si pa vsem tudi takrat vzamejo tistih par minut za gibanje in da ne štartamo nujen 1. januarja z tistimi rigoroznimi zaobljubami, ampak že prej začnemo graditi eno tako navado in si pa lahko januarja rečemo, saj sem že cel december nekaj delala. V bistvu mi pa kar gre, dajmo zdaj sem nadaljevati. Tako, in potem ni tam 5. januarja slabe vesti, zato ker so novoletne obljube že splavale po vodi. Tako, ja. No, zdaj sama praviš, da je pri dobri športni vadbi pa pri tistih korenitih spremembah našega načina življenja pomemben tudi ščepec humorja. Na kakšen način pa nam ta lahko pomaga pri vadbi in uvajanju sprememb v naše življenje? Ja, jaz mislim predvsem tudi, da se vsega ne lotimo lih tako smrtno resno. Ampak da si, tako kot sem rekla prej pri vadbi, narediš vse skupaj malo fajn. Lahko to narediš kot adventni koledar, lahko si prineseš kakšne žogice, lahko greš nekam na hrib, lahko povabiš zraven nekoga, s katerim se imaš dober. V glavnem tako, da ne rabi biti v bistvu neka ta sprememba življenjskega sloga, eno tako odrekanje in trpljenje in ena sama disciplina. Ampak kaj, če bi bila disciplina v tem, da pač vsak dan znova zbereš sebe in se zbereš sebe na tak način, da se imaš zraven tudi dober. Ker veliko lažje se je lotiti neke stvari, ki veš, da ti bo fajn, kot neke stvari, ki si predstavljaš, da boš trpel zraven, ne? Ja, to pa definitivno. Zdaj, če smo že pri vadbi in spremembah življenjskega sloga, tukaj ne smeva izpostavljati samo telesa, samo mišic, samo fizične priprave, ampak tudi naše možgane. Čeprav običajno rečemo, da damo možgane na pašo, ko gremo teč, pa vendarle ne smemo pozabiti na njihovo vlogo pri športu in spremembah. Kako močno pa so naše telo in naše misli povezani? Jaz mislim, da so zelo močno povezani. Se najbrž vsak, ko je že kdaj šel, rečemo, na kakšen pohod, na kakšen tek, če se spomnimo, ko smo tekli 600 metrov za športno-vzgojni karton, rečemo, kaj se naredi tam vmes? A res na koncu ne moreš več fizično teči?
ali je v glavi tista stvar, ki je tako, mame boli, zmatrana sem, mogoče pa ne morem več. Kje je tista stvar, ki premaga? Ali pa zakaj, ko se lotiš delati eno vajo, ne moreš, ali pa se ti zdi, da ne moreš narediti še ene ponovitve ali pa dveh. A je res fizično ne moreš, a je nekaj ena taka misel v glavi. In sta te dve stvari v bistvu zelo povezane med seboj. In mislim, da na način v bistvu z vadbo, predvsem z vadbo, ki jo delamo tudi tako, s tem, da smo miselno prisotni v tistem trenutku. Ne, da zdaj gledaš, si priklopiš nadaljevanko, pa pač malo dviguješ uteži ali pa delaš ene trebušnjake. Ampak si tam, si v stiku s svojim telesom, opazuješ, kaj se dogaja, čutiš in tisto mišico in na ta način se vzpostavljajo tudi v bistvu nove povezave in med možgani, med gibalnim sistemom. V bistvu telo učiš, kako sploh uporabljati svoje telo, kako sploh zaktivirati tisto mišico, ki je mogoče do zdaj niti nisi tako uporabljal, ker pač vsak dan delamo tiste gibe, ki jih pač imamo v tem vsakodnevnem naboru. In na ta način se pravi si širimo ta spekter v bistvu gibalnih sposobnosti, da pa lažje delamo tudi kakšne nove stvari, nove gibalne kombinacije in v bistvu spoznavamo samega sebe, ki so res tiste naše meje, in ki so tiste meje, ki pač mislimo, da jih imamo, pa v bistvu imamo mogoče odzrač full enega prostora. Ja, tiste meje, ki pripeljajo do roba cone udobja, potem pa raje rečemo, ali pa če mogoče ne bi. Tako. Zato pa je treba natrenirati tudi možgane. Sama si to povezavo med možgani in telesom dobro raziskala tudi skozi izobraževanje za mojstrico nevrolingvističnega programiranja. Sliši se res fejst zapleteno, ampak gre pa za eno tako zanimivo znanstveno področje oziroma eno tako zanimivo tehniko, ki pa nam res lahko pomaga spremeniti življenje na bolje. Kako se, lotiti tega izziva, na kakšen način? Ja, v bistvu ta nevrolingvistično programiranje, ali pa hitrejši v bistvu NLP, ker je veliko lažje izgovoriti, ne vse skupaj, je ena taka res fajn podlaga za vse v bistvu spremembe oziroma je to neka taka stvar, ki itak že ves čas delamo v svojem življenju. Če si, mogoče predstavljaš eno stvar, v kateri res uživaš. In če si sam predstavljaš v bistvu, kako vidiš to sliko pred seboj. In ponavadi najbrž to je ena taka dost velika slika, dost jasna, dost pisana in v bistvu te kar potegne, komaj čakaš, da greš tja. Mogoče slišiš tudi neke zvoke in kar čutiš, koliko bo dober občutek, ko boš tam. In pa če pomisliš na neko drugo stvar, ki pa se ti mogoče res upira. A je ta slika tudi tam lih taka, ta predstava, a je malo drugačna. In je v bistvu, mislim, to je en tak drobec, ki pa mislim, da je dost plastičen prikaz. V bistvu, da si mi v svojih mislih delamo neke predstave, delamo neko, lahko rečemo tudi temu neko samohipnozo, ki nas povleče v eno ali pa v drugo stran, ali pa nas povleče ali pa ne povleče. In v bistvu ne lepo učili tu, se pravi, kako v bistvu začeti zavestno uporabljati, rečemo, te svoje misli, svoje možgane, da jih v bistvu mi usmerjamo. Ne, da nas mogoče usmerjajo pač neke stvari, ki smo se jih enkrat navadili in so zdaj postale pač neka navada. In zato je tudi v bistvu zelo dobrodošel v kakšnih teh spremembah, kot so spreminjanje navad. Se pravi, ker nam da lahko eno tako podlago, se pravi, ne da sam rečemo, ok, grem, telovaditi, ker sva itak danes pri telovadbi, grem na vadbo, ampak da si v bistvu narediš sam pri sebi en tak, rečemo, zagon, ki te pa malo bolj porine v tisto smer. Predvsem pa, da v vse te spremembe vključiš tudi malce potrpežljivosti in vztrajnosti, kajti spremembe iz danes na jutri zagotovo ne bo. Če pojemo eno skledo solate, ne bomo shujšali, pa ne bomo pasali zdaj v tisto nam najljubšo obleko. Ampak kako pa z malimi koraki, spremeniti, vključiti gibanje, način razmišljanja, zdrav življenjski slog v naš vsakdan, da bo to, po določenem času res postalo rutina in nekaj, v čemer bomo uživali? Mislim, prva stvar, ki se je zelo fajn postaviti, je dober cilj. Kam sploh hočeš iti? Tako kot sem jaz prej rekla za faks, da vedela sem 3 stvari, ki jih nočem delati. In pa vedi, kam greš. Mislim, fajn je, da veš, kam hočeš iti. Ker če veš, da hočeš iti v Ankaran, pa boš prišel v Ankaran. Če veš, da nečeš priti v Maribor, pa lahko priješ kamorkoli drugam. In ko imaš ta cilj, v bistvu se pravi, imaš cilj in pa razmisliti, kje je neko vedenje, ki te bo pa pripeljalo do tega cilja. Ker tako kot je tale vid, se pravi, ko rečemo en gospod, ki je molil vsak dan, pač Allah, prosim, zadanem na lotu. In pa mi je Bog čez en čas rekel, mislim,
a lahko reš vse srečko kupta, ne? In jaz mislim, da to vedenje je v bistvu lihtu, se pravi, mi imamo lahko cilj, ampak če ne kupimo tiste srečke, pač lahko imamo še toliko dobro postavljen cilj in toliko smo zmotivirani, pač v bistvu si niti ne damo priložnosti, da prijemo do tja, ne? Se pravi, vedenje. In pa tu postaviti v bistvu, da z vsakim tem vedenjem, da si gradimo v bistvu kot eno identiteto, kdo smo. Če si predstavljamo, rečemo, če je moj cilj, da rečemo, da bom šla na pohod na Triglav, rečemo, ne. Se pravi, bo moje vedenje najbrž, da bom šla vsak dan na nek trening, peš hoditi, nekaj tazga narediti. In v bistvu s tem gradim identiteto, da sem nekdo, ki si vsak dan vzame čas in gre van in naredi nekaj zase in naredi eno vadbo in ustraja. Jaz ne rabim vsak dan narediti perfektnega treninga, ampak z vsakim tem dejanjem si pa pokažem, da sem nekdo, ki mu je pač uredno vložiti nekaj vase. In na ta način v bistvu odstranimo malo tega pritiska, da mora biti vsaka stvar perfektna. Lahko začneš malo, greš ven, obuješ superge in greš na en krog. In lahko priješ nazaj domov in si rečeš, bravo, tudi če se ti ni dal, dan si šla. In jutri ponoviš, in pojutrišnjem ponoviš. In pa počas povečuješ. In je tu veliko lažje držati na dolgi rok, kot pač kar naenkrat reči, zdaj bomo pa vse in nas pa vse boli in čez 14 dni nehamo, ker itak nima smisla. Tako, mi dve zdajle nehava za dobri 2 minuti, potem pa rečeva še kakšno o podpori skupnosti in seveda tudi poeziji, ki je in ostaja del tvojega življenja. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Še nekaj minut bomo v današnji radijski klepetalnici na stežaj preživeli v družbi Nine Istenič, specialistke vadbe za zdravje, pa tudi pesnice. No, preden prideva do poezije, morda še besedica ali dve o tem, kako poiskati ta pravo spodbudo, ta pravo vadbo zase, ne? Zdaj, če tega ne zmoremo sami, je verjetno najbolje poiskati strokovno pomoč, pa najti eno tako vadbo, ki bo pisana nam na kožo. Ja, mislim, da najlažje je najti oziroma najlažje je delati spremembe v neki skupini, kjer je tu, kar ti želiš delati, v bistvu nekaj normalnega, če temu tako rečemo, ne. In tukaj mislim, da se je meni rečemo preko teh let, ko izvajam vadbe, izkazali, da je v bistvu nekako najbolj bistveno to, da imajo ljudje nekam prijeti in da to delajo skupaj. Da je to takrat, ko je tebi mogoče težko, vidiš, da je zraven tebe še nekdo, ki lihtko grize, ali pa nekdo, ki te mogoče malo potegne seboj. In se mi zdi, da ta neka skupnost, ta neka podpora je v bistvu ena taka zelo dobra osnova za kakršnekoli spremembe. Tako, dajo tudi sotrpini recimo na vadbi kakšno motivacijsko brco takrat, ko ne gre. Pa ne nazadnje tudi sama poskrbiš za kakšno tako zgodbo. Zdaj nedolgo tega si imela eno tako zanimivo spletno delavnico, v kateri si nekako poskušala zamajati vse tiste izgovore, ki jih tako radi najdemo in predvsem včasih lažje kot športne copate. Kakšna delavnica je zdaj za tabo? Ja, to je bila v bistvu delavnica, ki se je razvila iz te ideje, da v bistvu rečemo januarjem si veliko ljudi zastavi neke novoletne zaobljube, ki ponovadi do konca januarja že tako počasi slep. Jih že ni več. Potišajo, jih ni več, ja, tako. In v bistvu kako dati ljudem eno tako orodje, eno tako spodbudo za te spremembe, ki so take bolj dolgoročne, a ne. In na tej delavnici sva z Maticem, s katerim sva jo skupaj vodila, govorila lih o tem, se pravi, kako postaviti temelje za neke spremembe, aj tu telovadba, prehrana, spanje, odnosi, karkoli hočeš spremeniti, ki v bistvu trajajo na dolgi rok. Ja, zdaj sta zbudila radovednost, v nadaljevanju pa bosta po posameznih korakih tudi poskrbela za to, da bodo te besede postale praksa in način življenja. Tako je, ja. Zdaj tu z eno skupino ljudi nadaljujemo s tem četrtkom, v bistvu z enim 3-mesečnim programom, kjer je cilj ravno to, v bistvu, da si vsak postavi svoje cilje in v bistvu začne počasi graditi te navade, ki lahko peljejo na dolgi rok. In cilj je v bistvu ustvariti eno tako skupnost, ki se zdaj počasi gradi. Se pravi, začenjamo v tem tednu, tako da če mogoče koga zanima, pač lahko pride še pogledati zraven. Ker na koncu je, mislim, da je najbolj dragoceno imeti ene ljudi, kamor lahko priješ, rečemo, vsak četrtek in poveš, se pohvališ, kaj ti je dobro ratal, poveš, kaj ti mogoče ni ratal
In imaš tam ljudi, ki pač reče, ok, pač vse je v redu, kaj bomo pa drugič naredili drugače. In imaš eno podporo, en support nekam, kamor se lahko vedno znova vrneš. In nekoga, ki te podpira. Tudi če mogoče v domačem okolju še nimaš nekoga tazga. Tako da ja, tu je ideja, neki tazga dati, rečemo naprej. Dati naprej, kar se seveda tudi vrača. Zdaj to, da sama delaš dobro, ne, ti povedo tvoji vadeči na vadbi, tudi na spletnih profilih, pa tudi s kakšnim listkom za brisalcem. Kaj ti pomenijo take pohvale, taki odzivi? Mislim, ogromen, ker se mi zdi, da so en tak, rečemo, dokaz, da v bistvu pa naj pustim mogoče en pečat ali pa neki tazga v tem življenju. Da ni tu zdaj, da se sam začne, oddelamo tisto 1 uro skupaj in je tega konc. Ampak tako, v bistvu en dokaz ene te povezanosti, ki jo zgradimo. Ker na koncu smo pa skupaj v tem. Ja, in skupaj premikate meje. Če zdajle pustiva tele športne zgodbe nekako ob strani, še več jih lahko najdejo na spletnih profilih in na spletni strani Vita Life, ne? Tako je. Pa se dotakneva še ene tvoje ljubezni. Tudi poezija te spremlja že kar nekaj časa. Kako dolgo pa se že več kot odlično znajdeš tudi v svetu verzov in rim? To je pa po moje, odkar se spomnim. Ne vem, mislim, ta poezija oziroma nekako pisanje, branje se mi zdi, da me spremlja že od majhnega. Menda, da sem že v vrtec nosila knjige, medtem ko so vsi ostali nosili neke druge igrače. In v bistvu že tekom osnovne šole in sem zelo rada pisala kakšno poezijo, kar se je pa nadaljevalo tudi na študiju primerjalne književnosti, ki ti itak odpre eno obzorje za različne pesniške oblike in besede in vse skupaj. In mi je to, jaz pravim, to je en tak področje res za dušo. No. In kaj te navdihuje pri pisanju pesmi? Zelo različne pravzaprav so, vsaj kolikor sem jih jaz uspela ujeti na različnih dogodkih. Tako se mi zdi, da včasih pride kakšen tak občutek, ki ga je zelo težko besediti. Ali pa vse tako v nekih stavkih. In se mi zdi, da rečemo, poezija, da mi da nek prostor, kamor pa lahko ujamem tisto občutek. In se mi zdi, da tudi te pesmi, da so velikokrat v bistvu en tak, v bistvu kot časovni stroj, ko jo preberem in me sam pele nazaj v tisti trenutek. In ko jaz berem kakšno drugo poezijo, mi je najlepše, ko v bistvu preberem, ko je tisti avtor napisal nekaj, ko preberem tiste vrstice in rečem, točno tu je tisto, kar sem jaz čutila ali pa kar čutim, pa nikoli nisem znala dati v besede. In se mi zdi, da je poslanstvo poezije nekako tu en ta stik, a pa da se najdemo v nekih stvarih, ki jih mogoče ne znamo povedati, ampak ko jih preberemo, jih pa začutimo nekje v sebi. In z velikim veseljem jih prebiramo tudi v kakšnih pesniških zbirkah, kako kaže tvoji? Ja, je nekje, tako da je nekje med cilji. Tako da, ja, tak še neuresničen, ampak je že dolg časa nekje na seznamu, tako da mislim, da tudi zanj počasi prihaja čas. No, mi se že vpisujemo v čakalno vrsto, z velikim veseljem bomo odštevali s tabo do izida pesniške zbirke, glede na to, da sva z današnjim klepetom vstopili tudi v februar, mesec kulture, slovenskega kulturnega praznika. Imaš kakšno pesem tudi s sabo na zalogi, bi jo lahko delila z nami in našimi poslušalci? Mislim, z veseljem. Pripravila sem eno tako, zdaj, če smo že zaključili s povezovanjem in stikom in skupnostjo. V bistvu eno pesem, ko govori lih o tem pristnem stiku, ki mislim, da ga vsi nekako rabimo, a pa ga res imamo radi. In naslov je Prvi dotiki. Najrajši imam, ko se tvoje misli dotaknejo mojih v brezčasju trenutka. Takrat hrepeneče lovim ta šepet, sled dotika, ta stik, umirjam svoj dih in se previdno dotaknem nazaj. Potiho potipam, da jih ne prestrašim in ne zbežijo daleč spet stran tvoj varen objem. Najrajši imam, kako v teh dotikih za trenutek sva, ne le si in sem.
In temu lahko samo zaploskamo. Nina, hvala, da si z nami delila tudi to pesem. Verjamem, da boš še kakšno z veseljem delila tudi z ljubitelji poezije v domačih žireh. Si lahko obetamo tudi tvojo udeležbo na nedeljski kavi in poeziji, ki bo dopoldne in popoldne poskrbela za nekaj kulturnega utripa v Žirovskem muzeju? Ja, z veseljem, ker se mi zdi, da je res ena taka čudovita pobuda, tako da upam, da bo čim več ljudi prišli in prebrali kakšno stvar, ki jo mogoče tudi skrivajo, ki je doma v predalu, ker je to en tak lušten prostor, da se naredi pa ena taka pesniška skupnost. Tako, povabilo na nedeljsko pesniško druženje velja, prav tako pa velja povabilo k malim korakom za velike življenjske spremembe. Če potegneva črto pod vse danes povedano, Nina, kakšno popotnico bi nam dala za konec, da se bomo tudi sami premaknili iz cone udobja in da nas potem nič več ne bo moglo ustaviti? Predvsem tudi, da mogoče večkrat pogledamo na tiste stvari, ki so nam že uspele in na to, kolikrat zberemo sebe in naredimo neko ta pravo stvar. Ker mogoče velikokrat vidimo tisto, ko nam ni uspel ali pa ko nismo zmogli. Tako da dajmo se večkrat malo pohvaliti, si rečeš, bravo, dej se, tule ti je pa zelo dobro ratal, ker je pa veliko lažje iti naprej. Tako da opaziti take tudi ta dobre stvari. Nina, hvala lepa za vse zgodbe, ki si jih delila z nami, za tvoj čas. Uspešno delo, veliko nasmejanih obrazov in zadovoljnih ljudi, veliko pesmi in verjamem, da kmalu ponovno nasvidenje pred našim mikrofonom. Hvala, Jana, tudi tebi hvala za tale res prijeten klepet.